Lep pozdrav, dobrodošli. Hvala za razumevanje, ker malce zamujamo, ampak to je nekako bil tudi plan, da ne bomo preveč točni, da se nas vsaj nekaj nabere. Klepetate lahko, prosila bi, da malo tiši, da ne motite ostalih. Tweetate lahko, če uporabljate še hashtag oder180, se bojo vaši tweeti prikazovali tudi na Twitter wallu. Streamamo. Naslova žal ne vem na pamet, ampak smo ga že tweetnali, tako da tisti, ki nas spremljajo v živo, nas že itak spremljajo v živo. Ja, zakaj smo tukaj? Transmedia storytelling. Neke dve buzzwords, ki sta zadnjega pol leta nekako zelo popularne, predvsem pri nas v tujini pa že nekaj časa dlje. In nekako v teoriji, kaj je transmedia storytelling. Jaz bom ta dolgočasni del dala čez, potem bojo pa predavatelji, govorci malo bolj zanimivi kot jaz. Transmedia storytelling je proces, s katerim se osnovni elementi zgodbe razpršijo po različnih kanalih z namenom ustvarjanja poenotene in koordinirane zabavne izkušnje. Načeloma v tem procesu vsak od kanalov odigra edinstveno vlogo pri razpletu zgodbe. Kaj bomo pa poslušali, katere zgodbe bomo poslušali danes? Kako potuje zvok, nekaj o elevator music, kdo so virtualni državljani, kaj so Instagram gangs, kako izgleda, kako se sliši udobje zvoka, gostimo Talking Toma in njegove prijatelje, gostimo tudi Mačka Murja, imamo nov moment, pravljico za konec in verjetno še kaj, kar sem zgrešila vmes. Današnji pripovedovalci pa so Zoran Leban-Trojer, Sara Božanič, Gregor Žakelj, Luka Kobale, Boris Dolenc, Peter Šepetavc, Jernej Špende, Domen Savič, Matej Feguš, Aljaž Pengal-Bitenc in Nena Cenič. Upam, da ste večinoma že posedeni v publiki, da vas ne bomo preveč čakali. Da skrajšam, že prvega vabim na oder Zorana, instagramer, član Gang Family, kaj je to, bo upam, da povedal, soustanovitelj in moderator Eagle Slovenija, partner in izvršni direktor digitalne agencije Sonce.net, premišljevalec medijev. Na Twitterju ga najdete pod Zokus, tako da če ga boste kaj šimfali kar. Prosim. Hvala živa. Hvala lepa. Imam torej nehvaležno vlogo ledolomilca, kako bi rekel, icebreakerju. Jaz sem malo narobe razumel telih 180, pa sem pripravil 180 slajdov, upam, da ne bo preveč dolg čas. Moram pa priznati, da čisto natančno zares ne vem, kam pašem v ta koncept transmedia storytellinga, glede na to, da bom govoril o enem mediju, koliko je pa zgodba zanimiva, pa boste itak ocenili sami. Govoril bom pa v svojem imenu in imenu moje žene, Sanje Leban-Trojer, tukaj sta najina IG profila, da sva nekje v začetku lanskega leta naletela na Instagram. Jaz nikoli od naju ni bil nobeden zares fotograf, saj jaz za sebe vem, da imam sicer ogromno enih fotk, ki so nekje obležale, nikoli jih nisem niti jaz verjetno drugič pogledal, kaj šele, da bi jih komu kazal. In sem bil tudi do Instagrama precej skeptičen, zakaj še ena stvar za deliti, že tako se mi zdi, da mogoče delim zelo preveč stvari, Sanja je bila malo manj skeptična. Jaz sem se pa odskepticiral, ko sem srečal na Dunaju dva sicer Slovenca, oziroma srečal sem enega, drugi bil njegov prijatelj na Instagramu in sem ugotovil, da z Instagramom se ne rabim pravzaprav omejevati na ta krog frendov, kot jih imam na Facebooku, pa v končni fazi nekako več ali manj iste tudi na Twitterju. Potem, ko sem pa odkril še radosti ne Instagramovih filtrov, ampak aplikacij, ki so na voljo za mobilne aparate, za obdelavo fotografij, sem pa ostal malo nahukan na to in so se tega oba resno lotila. Evo, tukaj so najini profili,
4300, pa malo čez 3000 followerjev. To sva nabrala nekje od poletja lanskega leta, ko sva se začela s tem bolj resno ukvarjati. Tule dve moji, eni od zadnjih dveh mojih fotk, malo za okus, pa dve od Sanji, njeni tudi bolj zadnji, tisti, ki ste natančno pogledali, ste videli, da je njen zadnje par tednov, jaz pa objavljam tako 1 do 3 na dan. In Sanja je že zelo kmalu postala moderator za Fotovolt, to je bila ena skupina, ki se je oblikovala, ena od mnogih skupin, ki se na Instagramu oblikujejo zato, da nekako zbirajo podobno misleče ali pa ljudi s podobnimi interesi in potem objavljajo konteste in objavljajo najboljše fotografije dneva ali pa tedna ali pa pač nekih natečajev. Več o tem si lahko, kdor ga pač zanima, prebere v zadnjem ali pa mogoče pred zadnjem marketing magazinu, tam sem pisal malo bolj obsežno na temo landscape od Instagrama, kaj se da tam najdeti, več od tistega, kar več ali manj na prvi pogled vsi vemo, da se da. Jaz sem pa potem za novim letom postal član Gang Family, to je pa verjetno največja organizacija, ki obstaja znotraj Instagrama, ker ima v množici držav še posebej Gang Family / država in pa tudi različne profile, ki podpirajo recimo fotografijo, ne vem, landscape, pa narave, pa street fotografije in tako naprej. S tem smo tudi postavili nekako Slovenijo slučajno ali pa pač kot kolateralni benefit na zemljevid Instagrama, kot mogoče, če boste opazili tukaj zastavico, s tem, da seveda tukaj nimamo Instagram, mislim, nimamo Gang Family Slovenija, ker je kritična masa premajhna. Omenil sem že prijatelja, ki smo ga srečali na Dunaju, midva sva v tem času srečala zelo veliko Slovencev, ki živijo, bodisi so že rojeni nekje v tujini in jim tudi pravzaprav Instagram predstavlja eno tako lepo vez z Slovenijo, na novo odkrito. In lani je eden od teh prvih prijateljev, ne vem, če sem ga dal, nisem ga dal zraven, izrazil željo, da bi objavili nek kolaž 9 fotografij na temo Slovenije. To je bilo nekaj časa zelo popularno, da so se dajali taski, pa 9 takih, pa 9 drugačnih v tem majhnem kvadratku, ki že sam mečkan sporen, če ga gledaš na telefonu, kaj šele daš noter 9 fotk. Sanja je bila še bolj skeptična do tega in rekla, ne, se to ne da, nekaj časa odlagala oziroma kar dolgo odlagala. Potem se pa odločila, kaj pa če midva naredila IG Slovenija. Skratka, neko srečevališče ljudi, ki postajo fotke iz Slovenije, bodisi tujci, bodisi Slovenci. Imela sva predvsem, se mi zdi na začetku, v mislih Slovence, zaradi tega, ker se nam je tudi zdelo, da v Sloveniji to, kaj se da z Instagramom narediti, ni dovolj znano ali pa da je večji potencial, pa razmišljali smo o tem, da bi naredili nek sajt, pa malo ljudi izobraževali, pa tako naprej. Pa je to potem, smo malo poskušali, pa so potem ukinila to idejo. No, zato pa, kot rečeno, je bila ustanovljena IG Slovenija, ki ima danes čez 3000 sledilcev in na njej objavljamo skoraj da vsak dan fotografijo dneva, ki je bila, edini pogoj je to, da je bila posneta v Sloveniji. Ta trenutek objavljamo verjetno več tujcev kot Slovencev, ker je pač tudi tak pritok fotografij. In edini drugi neformalni pogoj je to, da se trudimo, da ni vsaka fotografija iz Bleda, ker teh je daleč največ, tam enih 70% verjetno. Kmalu potem smo ugotovili tudi, da pravzaprav imamo dobre vzornike, da je kar nekaj takih podobnih profilov po svetu že. Tukaj vidite enega, ki ima I Love Norway, ki ima 130 000 sledilcev, ki spet vsak dan objavlja fotografije iz Norveške. Res je, da je Norveška malo večja, ampak ne toliko, res pa je, da ima izreden potencial za fotografijo s svojim trajanjem zimskim oziroma poletnim sončnih zahodov, pa tako naprej, pa s polarnim sijem. Številka je kar impresivna, niso pa so daleč od tega, da bili največjih z teh 130 000. In potem smo šli naprej raziskovati, pridobivati followerje, predvsem pa uveljavljati nov hashtag, ker na hashtagu Slovenija je ta trenutek 17 900 postov, to je bilo pač snoči, medtem ko IG Slovenija, ki je post, ki
ki smo se ga pač zmislili in ga začeli implementirati, uvajati, je to native hashtag, če mu tako rečem, že prehitev, medtem ko seveda na Sloveniji, ki je za tujca najbolj logičen, ne kot Slovenija, je pa to še vedno bistveno večja številka. Moramo pa reči, da iz teh hashtagov tudi zelo veliko potegnemo novih potencialov, ki jih potem rečemo, dajte še tega Slovenija, pa objavljati pa tako naprej. Sam malo za vzorec zadnjih par nagrajenih oziroma objavljenih fotografij. Tale mislim, da je od enega Slovenca, ta od ene Američanke, ki živi v Ljubljani, to je tudi Slovenka in ta mislim, da tudi. Pred nekaj tedni smo uvedli še izpostavitev enkrat tedensko, 2 tedna. Skratka, izberemo predvsem slovenskega fotografa v tem primeru, ki vemo, da je aktiven instagramer in da ima feed, ki je dovolj kvaliteten, da iz njega lahko prvič naredimo kolaž in tudi brez, skratka, mirno rečemo ljudem, lejte, pejte pogledati še več. In kar se nam zdi najbolj ključno pri tej stvari je to, da je zadeva doživela zelo lep odziv predvsem spet med tujci. Tukaj sam nekaj snapshotov, kako tam teče debata. Skratka, tudi ne samo tisti, ki smo jih objavili kot fotografe, ampak tudi ljudje, ki temu sledijo ali pa slučajno naletijo, se spomnijo, kako je bilo lepo v Sloveniji, tegajo še koga drugega, a kdaj gremo spet ali pa tam še nisi bil in tako naprej. In to počnejo redno praktično. Seveda še več, še bolj, če so objavljeni tujci, zaradi tega, ker se s tem nekako razširja ta krog sodelavcev oziroma tistih, ki to poznajo. Najin interes je bil seveda, da se, če enkrat se tega lotiš, da imamo čim več interakcije in čim več followerjev. Je pa to čist ljubiteljski projekt, brez kakršnega koli nastal brez cilja. Na kar se nam je zdelo malo škoda, da je to nek biser, nek zaklad, neka vrednost, ki stoji v prazno. In sva ponudila pomoč 2 profiloma, ki sva jih identificirala kot relativno uradne profile na Instagramu. Eden se tiče samo Ljubljane, Visit Ljubljana, drugi je Fil Slovenija, ki ga dela STO. Ponudili smo jim pomoč. Lahko uporabite našo mrežo, naše followerje, lahko vam pomagamo z nasveti, kako to zgraditi. Tukaj sem jih izpostavil zato, da vidite razliko 533 pa 228 followerjev, s tem, da plačujejo ljudi, ki jim to naredijo. Tukaj je en primer fotke, ki jo objavljajo, ki je pač verjetno naredil nekdo, ki ta profil vodi. Na drugi strani ena od mnogih fotografij Ljubljane, ki so tegane ali pa bile objavljene na profilu IG Slovenija, ki skratka tam od zunaj leži ogromno kvalitetnih fotografij, ki se lahko uporabijo tudi za promocijo, glede na to, kar sem pokazal, kako ljudje komunicirajo in si želijo povratka in imajo radi, se vidi, da imajo pač radi kraje, ki so jih obiskali. Pa še primer, recimo, kako pa iFil Slovenija, kaj objavlja na svojih profilih, to verjetno pač ne more nikogar zares privleči ali pa mu povedati karkoli o Sloveniji. Skratka, nisva doživela kakšnega posebno navdušenega odziva. Na Ljubljani so nam sicer povedali, da zdaj delajo strategijo za naslednje 4 leta in da bodo to vključili in tako naprej, ampak ker so javni zavod, se ne smejo nikogar promovirati. Ponudili smo jim, kaj pa če bi naredili en hotel, da ne vem, en vikend paket, pa naredimo en challenge, pa tisti, ki bo nagrajen, to dobi. Ja, mi smo javni zavod, mi ne smemo nikogar promovirati. In tako do nadaljnega pač ostaja IG Slovenija neka zgodba, ki ne vemo, kako se bo končala. In to je to. Hvala, Zoran. Ima kdo iz publike kakšno vprašanje? Se še nismo zbudili. Sanja se je prikladno skrila nekje med publiko, pa mogoče lahko vsem pa kar tebe vprašam, a se ta podvig IG Slovenija, ta zgodba že pozna tudi kje offline, kjerkoli drugje na drugih področjih
Zdaj ugotovili smo, da pač na Visit Ljubljana niso najbolj dovzetni, na STO tudi ne. Kako bi lahko to drugače zapeljali? So kakšne ideje, bi lahko imeli kakšen foto izlet? Lahko bi bilo marsikaj, ampak na neki točki se volontersko delo neha in se začnejo logistična in finančna vprašanja. Priznam, da nisva prav veliko razmišljali o tem. Želja je bila, da bi imeli kakšno razstavo, ampak ta je vezana bolj na splošno na Instagram fotografije, ne toliko na IGA Slovenija kot tako. 2 razstavi sta že bile, ena se je zaprla, mislim, da septembra v Mestnem muzeju o Ljubljani. Skratka, ne vem koga še kontaktirati, ampak kakor se to razvija, je čisto možno, da se pa pojavila kakšna ideja, kaj in kako še to uporabiti ali pa razširiti. Upajmo. Hvala. Hvala vam. Na oder vabim naslednjo pripovedovalko zgodb, Saro Božanič, direktorica Inštituta za transmedijsko oblikovanje. On je hibrid, je oblikovalka, strateginja, predavateljica in mislec. Predstavila nam bo projekt vsajevanja kode v DNA umetnice in oblikovalke interakcij Charlotte Jervis. Sara bo še razložila, kaj sem jaz zdaj povedala. Živja. Tako kot je Živa povedala, moje ime je Sara in vodim Inštitut za transmedijski dizajn. Trenutno smo še edina tovrstna inštitucija v Evropi, ki se z enim delom ukvarja tako z izobraževanjem in pozicioniranjem stroke v regiji, kot tudi dejansko z svetovanjem in produkcijo tovrstnih projektov. Tisto, kar bom predstavila danes, vidim, da sem je malo transmedijsko preoblikoval PowerPoint, ampak upam, da nič hudega. Postavila sem si vprašanje, če vsi govorimo o tem, da je transmedija pravzaprav pomeni pripovedovanje zgodbe in če zgodba dejansko vsebina, kaj pa je njeno orodje in kaj je danes lahko vse orodje. Če grem nekam, ne vem, v park, na neko lepo področje, si vzamem balončke ven, začnem pihati, v teh balončkih vidim celoten odsev, vidim sonce, vidim tratov, vidim rože. A je to vsebina? A so lahko balončki pravzaprav orodje komunikacije? Odgovor na to vprašanje najdem skozi projekt oblikovalke interakcij in umetnice Charlotte Jarvis, ki je to predstavila v svojem projektu Music of the Spheres. Kaj pa je pravzaprav naredila? Skupaj z Nickom Goldmanom, ki se ukvarja z biogenetskim inženiringom, sta v DNA vsadila delčke kode. DNA sta integrirala v balončke, v milne mehurčke in dejansko, kadar vi vzamete ta njun produkt in začnete pihati, je noter skrit delček kode. Ampak kaj se pravzaprav tle dogaja? Se pravi, DNA je postal medij. In kaj naprej? Se pravi, kako mi pridemo do tega produkta, kako lahko odkrijemo? Se pravi, če smo danes imeli z ene strani programiranje in smo vse, kar smo naredili, dali v neko okolje, kjer so to uporabniki lahko na enostaven način konzumirali, prijemo do tega, da v tem trenutku mi to skrivamo. Koda je skrita v DNA in če želimo dekodirati medij, prepoznati njeno substanco, priti do njega, moramo namreč slediti težkim pogojem, zapletenim kodam in se dejansko sestati z biokemičnimi laboratoriji, da bi lahko zaznali njeno vsebino. A vas zanima, kaj je vsebina balončka? Kaj se skriva noter? Mene tudi sam ne dela. Živa. Drugače se noter skriva del glasbe, se pravi Music of the Spheres je pravzaprav področje glasbe, ki se ukvarja s tem, da prenaša zvokove iz narave. Singel, ki je skrit noter, je singel avtorice Mire Kalix, ki je pravzaprav in je edini način medija dostopa do te njene glasbe in promocije singla. Pa tudi za konec, sam Byron pravi, the earth is but the music of the spheres. Tisto, kar mene pri tem projektu navdušuje, je,
da če smo do dan danes gledali, kako obstajajo te hibridizacije področji, tako umetnosti, psihologije, antropologije, dizajna, se pravzaprav danes prvič srečujemo z hibridizacijo področja biogenetskega inženiringa, tehnološkega napredka in samih dizajnerjev. Je mogoče kakšno vprašanje? Hvala. Sara, hvala. Sem trenutek. Sara, hvala. Na oder vabim, upam, da pride čim bolj varno, Gregor Žakelj. Kdo je Gregor? Dizajner, ustvarjalec, art direktor v VBG Design Studiu, ustanovitelj Dimension 2 Longboards, gostitelj Creative Mornings Ljubljana, v prostem času gobar, fotor, verjetno bo pa še kaj o sebi povedal sam. Hvala. Ja. Še mečkrat pa bomo. Ja, takole. Lepo je biti tukaj, se pravi, kakor je lepo Živa naredila uvod, imamo nek studio, imamo nek produkt, pa poglejmo, kaj to je. Pa vendarle, predno prijemam do nekega produkta, kar verjetno vi veste, ker se ukvarjate bolj z industrijskim oblikovanjem, kakor mi. Mi smo vseeno se ukvarjamo z grafičnim oblikovanjem, ampak bistvo je, da dejansko produkt se je zgodil. Srečo smo imeli dejansko, nismo ga iskali. Iskali smo dodatno vsebino za studio, se pravi, pač mogoče bomo celo življenje oblikovalci, verjetno bomo, ne? Ampak fino je, da vseeno nekje smo ugotovili, da rabimo pa še dodatne vsebine, ne? In ko se je ta čas, ta trenutek zgodil, smo to takoj pograbili, ne? Ampak ni se zgodil naključno, ne? Vseeno se studio že 10 let ukvarja z produktno grafiko, z oblikovanjem celostnih grafičnih podob in pa tako naprej. Tako da je bilo pač jasno, da iščemo nekaj takega, ampak hkrati se je zgodila še proizvodnja, ki imamo v Kranju, in pač konstruktor, ki dela za več kot 10 slovenskih brandov in tujih, smučarskih, longboarderskih, snowboarderskih, karkoli, se pravi, ni naključje, da smo se kar naenkrat zbrali v nekem istem prostoru. In hkrati hoteli smo produkt, ne glede na to, da jaz izhajam iz mogoče bolj včasih oglaševalskih ali pa celo internetnih zgodb, ne. Hotel sem produkt, to ni več, nočem več delati tega, hočem sem končni produkt, ki je ta ledilca tukaj, ki je specifičen trg, je zahteven, ni to žlica, ima neke posebne zahteve, kako se pele, ne daj, da bi se kdo kdaj s tem zvrnil kam ali pa kaj takega, se pravi, paziti je treba na veliko stvari. Enostavno je bilo dejansko po nekaj razmisleku najti zgodbo, ki jo želimo dejansko povedati. Pač vsi smo v Sloveniji, ne? Jaz sem eden tistih, ki
nikoli ne bom šel iz Slovenije, nikoli nisem razmišljal o tem, briga me za vse oni, ki grejo, pač ne pridejo nazaj, ne. Ampak jaz sem tukaj sem stal, tukaj imam familijo, tukaj delam, tukaj mi je fino, počutim se varno, počutim se super, lahko delam karkoli hočem, skoraj, ne. Se pravi, naredimo slovensko blagovno znamko. Nekje smo mogli začeti oblikovati. Seveda, če dobiš tak projekt, imamo možnost ga ustvarjati skoraj da od začetka, potem je fino, da narediš čisto vse elemente, ne. In ko sem razmišljal, kaj bi sploh lahko bilo, se pravi, če delaš 10 let produktno grafiko, si skoraj probaš že vse, ne. Najprej gremo lobanje, pol gremo v kače, potem gremo v, ne vem, 45 barvnih frlaufov, ali kaj je že on, kaj je Apple naredil. Se pravi, pač karkoli od tega nekako, dobro, to sem že naredil, to je že bilo, to že vsi delajo, da pač narediš raziskavo trga, veš, kaj so pomanjkljivosti, veš, kaj drugi delajo, veš, kaj se tudi prodaja, ne, se pravi, a bi šel v to smer, dobro, kaj pa če ne gremo, ne. In smo najprej naredili, se pravi, tipografijo, ki je majčkeno moderna, majčkeno drugačna, zdaj je sicer že veliko takih, ampak leto in pol nazaj to ni bilo še tako zelo opevano in bum, ne. Naredimo produkt, seveda sem si ga naredil zase, ne, to je zelo pomembno, naredil sem zase produkt. S tem produktom jaz hodim, tako sem, ne, pač na sestanke in pač na kjerkoli, kamorkoli, od filozofske fakultete na Elando, kamorkoli jaz prijem dejansko s produktom in me ni sram, ne, ni nobene lobanje gor, ni nekaj, ne vem kakve, kar bi bilo čudno, nobenega sporočila, ki bi bil napačen. Edino, kar je bilo, ne, ime mi je bilo dano, to pač, ampak dobro, nisem se toliko s tem ukvarjal, sem pa naredil potem, oziroma smo naredili logotip, ki se dejansko 3-krat ponovi, ne, vse kratice, ki obstajajo, so v logotipu in to nam tudi nekako funkcionira. Seveda imamo noter dvojko, se pravi, črte na prvi strani so tudi nekako potem zaščitni znak naš, ne. Torej, vem, da je slovenski produkt tako, ampak mi so šli pretiravati, ne. To je slovenski les, slovenska produkcija, slovenska epika, slovensko povezovanje, slovenski fotograf, slovenska videoprodukcija, slovenski tim, nikoli ne bomo vzeli nobenega tujca, ni potrebe in tako pač delujemo do konca in to nam je všeč. Seveda, nekje mora biti tudi nek poslovni model, no, ta produkt stane na Kitajskem, mislim, da, no, 3 evre, mogoče 4, celoten, kakor hočeš tega, ne. Ne vidim nobenega smisla, čeprav se vsi brendi zdaj tja usmirajo, jaz pač vsem hočem imeti totalno slovenski brand in to mi je dejansko blazno pomembno, ne. Ampak to je fino, ker je obvladljiv, se pravi, če v Sloveniji lahko obvladujem, s kom delam, kaj delam, kako delam, koga imam zraven in karkoli, ne. In lahko naredimo izdelek dejansko lep, še več lahko naredimo seksi, se pravi, to je tisto, kar nam bo nekako prodajalo. In hkrati je bilo treba sprejeti odločitev, ki je povezana sicer z malo daljšo zgodbo. Najhujše v takih športnih produktih je to, da distributerjem ostaja zaloga, ne. Se pravi, zakaj so že zdajle smuči ali pa bordi 50% ceneje, če še snegajni, ne. Zato, ker imajo staro zalogo. Se pravi, odločili smo se, da oblikovanja nikoli ne spreminjamo, se pravi, čisto zares, distributerjem oziroma trgovini oziroma kjerkoli jih pač še trenutno prodajamo, bo naslednje leto produkt še vedno aktualen, ne. Produkt ima življenjsko dobo 4-5 let, se pravi, ni problema, ne. Kar pa delamo, je pa to, da produkt konstantno testiramo in razvijamo in nadgrajujemo. Produkt sam, ne oblikovanje. Se pravi, neke vozne lastnosti so vedno izboljšane, šejpi so vedno izboljšani, ampak oblika ostane takšna, kot je. In potem ugotoviš, da seveda, ko to fotografiraš, imaš fotografije, ki so vedno aktualne. Ko smo nastopili dejansko na trg, ne, smo majčkeno to naredili z razmislekom, ne. Se pravi, mi smo blazno potencirali lepoto tega produkta, koliko je fajn, koliko imamo lepe fotografije, koliko imamo ne vem kaj. In se zavestno proti vsem tokom odločili, da ne bomo govorili, da se pelje, ne bomo govorili, da je dobro skup sestavljen, to bomo enostavno pozabili, ne. Kar se je zgodilo takoj ob lansiranju tega aprila, v Sloveniji je ena zelo luštna skupnost longboarderjev in tako naprej,
ki smo jih kontaktirali, seveda z nami niso hoteli sodelovati takrat še. In blazno, ogromno val kritik, da smo najslabši, da smo prišli z neba, da smo, ne vem, vesoljci, kaj se, vse o tem produktu. Ne. To je bilo tri mesece dejansko tega, seveda prodaja se je že začela, prodajamo v Rusiji, Nemčiji, Franciji, Ameriki, kjerkoli. Dobimo blazno dober feedback, ker smo pač seveda to vedeli in skrivali, ampak v Sloveniji se še vedno nič ne zgodi, v Sloveniji še, kako si ta zaden, nekaj imaš to, kako so nekateri vsi boljši. Ne. Zdaj, super je, ne, da se je to, potem, ko se je produkt dejansko začel pojavljati tudi v Sloveniji, so se fanti postavili na njega in zdaj dobivamo seveda čisto drugačne zgodbe. Ne. Ja, in naredili smo brand, kjer dejansko delamo za nič denarja, vse, kar nekako zaslužimo, tehtno premislimo, kaj naredimo iz tega naprej, delamo, ne vem, ampak gremo v detajle, ne, imamo lesene vizitke, ne, imamo škatle za prezentacije na tujem trgu, kjer je vsak delček noter sestavljen, ne, imamo dobre fotke, imamo trenutno 8 produktov, 2 konstantno razvijamo, 4 so že v razvoju naprej, ne, se pravi, ta produktni del nam bo vedno nekako rastel, ne. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, kar smo pač želeli, ne, oziroma zopet malo sreče moraš imeti, dejansko smo drugačni od konkurence, objavljajo nas avtomatsko vsi design blogi po svetu, od tega dobimo lepe zgodbe, lep feedback in ta zgodba se nekako nadaljuje naprej, ne na to, da bi jo mi stimulirali, vse ne moramo, pač nimamo denarja, da bi jo, ne, da bi hotel en tak produkt lansirati, bi rabo tam 100-200 jurjev, da bi pač nekaj naredil, ne, ampak ta oblika, ta performance, te stvari pač nam funkcionira. Ne. S tem, da nikoli res, to moram še enkrat podariti, ne bomo odstopili od tega, da hočem tako fanatično slovenski brand in pika, sploh me ne zanima, tudi če bo to na Kitajskem pol evra, pa če te, ne vem, v Sloveniji to stane 100-krat več, ali pa kaj tam, ne, pač ni pomembno. Ne. Tako da, hvala. Gregor, kdaj bo roza longboard? Ne bo. Ima kdo kakšno vprašanje še iz publike? Da, prosim, ja. Ful ne dovolim vprašanj, pardon, res, ponavadi tamle ostanem še 5 minut potem, pa me tam vprašate, a prav. Tako imam neko tako, zakaj se moraš odločiti v življenju, pa to je tudi ena izmed teh stvari, tako da sorry, živa. Gregor, hvala. Naš naslednji pripovedovalec je Luka Kobale iz New Momenta. Arhitekt po izobrazbi, ampak zdaj dela vse drugo. Kaj sem malo pozabila, ker se nisem uspela tako dobro prebrati. Govoril bo pa o makedonski zgodbi 10 Meters Apart. Je malo drugačen oglaševalski projekt za boljši jutri z navdihujočo življenjsko zgodbo večnega konflikta etničnih skupin. Akcija v nastajanju še živi, bo še živela, več o njej pa Luka. Hvala, Živa. Živijo, jaz bom predstavil en projekt, ki so ga moji kolegi v Makedoniji naredili. In sicer so bili pred težkim izzivom in ko smo že glih pri storytellingu, mislim, da so naredili čudovito zgodbo, ki se bo razvijala verjetno na vseh plasteh medijskih oziroma komunikacijskih kanalov. Pomiluj me, Bože, po Tvoja vola na miluj, Ti so meni nečuj pomiluj. Zašto si milostiv i čoveko ljubezni, i Tebe slava Ti uznesu na me.
ljudje se hoče vrsti idati. I od jedan do drugi do tretji. On je druga vera, ti si druga vera, treta vera. Ti se klanja na poslanu. Koji kako ima neko potrebe, neko maka. To je si povikal, to je si povara. Špolajmo onaj. Blagoslovен je Bog što izliva svata blagodat na sve sveštenici, ona gledate što je slio po brata, ravno se slio po pulite, od nego vide odešti. Allahu akbar. Blagosloven je naš i ovog postojano svega i svega. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyun hamid. Sami Allahu liman hamdah. Allahu akbar. ادفع بالتي هي أحسن الله أكبر Takole, lepo, ne? V glavnem, zgodba še ni končana, zbira se iniciativa, da postane 18. oktober dan skupne molitve za mir. In vkolikor jaz vem, je bilo zdaj 18. pred enim tednom že drugič. Stvar je zelo aktivna na vseh možnih socialnih medijih in do zdaj so zbrali, mislim, da že kar veliko število podpornikov. Poleg tega, da je bila akcija tudi zelo uspešna na oglaševalskih festivalih. Hvala. Luka, hvala. Vprašanja? Ja, ti vzemaš vprašanje? Bom z Gregorjem tam v... Hvala. Naš naslednji govorec je Boris Dolenc. Poslal mi je tako biografijo za režiserje. Boris je študiral filmsko in TV režijo na AGRFT-ju, je režiser igranih in dokumentarnih filmov, 3D animiranih filmov in serij, humorističnih oddaj in videospotov. Na festivalu slovenskega filma je prejel Vesni za najboljši animirani film in sicer leta 2009 za Palčico, letos pa za Wanted. Na Berlinalu 2010 pa je bil izbran za Talent Campus. Boris, kaj se zgodi, ko se Muri odpravi v mačje mesto? Okay. Mi smo letos premierno predstavili na Festivalu slovenskega filma projekt Maček Muri. To je v bistvu 3D animirana miniserija v 5 delih. Zdaj smo pač dobili sredstva na Filmskem centru, da smo naredili prvi del, upamo pa, da bomo zdaj naprej lahko to razvijali še naprej. Ampak pri nas se zgodba ni ustavila pač tukaj pri temu 3D animiranemu filmu in že skozi razmišljamo pač o eni mečkem bolj široki zgodbi.
Seveda, to izgleda mogoče več kompleksno, ampak bom razložil, ne vem, problem. Se pravi, imamo že od nekdaj razmišljamo pač o transmedijski smeri, kako bi lahko to pripeljali na druge kanale, kako bi lahko zraven vključili ljudi, da pomagajo. In tako je nastal cel ta projekt. Se pravi, če začnemo tukaj čisto na levi strani, je 3D miniserija Maček Muri, pa bi mogoče preden gremo naprej pogledali par insertov. Je zvonček budi, prebudi se Maček Muri. Staco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane, na na na, na na na, na na, na 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 na, na 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 na. No, in to je pač naša baza, iz kjer naprej smo zaštartali projekt. To vse, kar bom zdaj povedal naprej, je še v razvoju, tako da ne bom šel v neke blazne detajle, ampak samo tako, da vidite, v katero smer smo razmišljali. Se pravi, pač dobili smo pravice za zgodbo Kajeta Nokoviča, za vse komade in tudi to je v bistvu vsebina te 3D miniserije. Hkrati pa smo razvili tudi celo Mačje mesto, razvili smo karakterje in zmeraj smo pazili na to pač, da stvari, ki so bile napisane ali pa so bile v komadih, ostajajo resnične, mi smo vse to samo nadgradili. In tako je v bistvu zdaj v nastajanju Mačja knjiga, kjer v bistvu noter bojo interaktivne vsebine in noter bo v bistvu vsebovalo vse, kaj se dogaja v tem Mačjem mestu. Se pravi, noter bojo lokacije, predmeti, osebe, vse razložene in tudi s takimi enostavnimi igricami. Tukaj pač samo par screenov. Kaj pa je v bistvu tega, je pa to, da je v bistvu to bo postala neka taka Mačja Biblija, kjer bojo se zbirale vse informacije o Mačkom Murju. Se pravi, otroci, ki bojo pogledali to serijo na nekem, recimo v kinu, na televiziji, bojo lahko šli na internet oziroma prek aplikacij in si pogledali več o tem mestu. Torej, če mogoče malo več razložim med te grafe, v bistvu je tukaj, če vidite število ljudi in tukaj je en tak trikotnik, in potem imamo tukaj stopnjo angažiranosti. In seveda, mi smo najprej naredili projekt za gledalce, kjer bojo lahko gledalci to stvar videli tudi v kinu in na televiziji. In potem smo prišli na uporabnike. In tukaj pač bomo probali ljudi, ki so to nekje videli na teh znanih kanalih, medijih, usmeriti na našo internetno stran oziroma na naš app in tam si lahko pogledajo naprej stvari. Kaj pa je v bistvu najbolj pomembno, je pa to, da v bistvu s tem, ko bomo otroke izobrazili o tem, kakšno je Mačje mesto, da bodo dobili vse informacije o tem, spodbudili mlade, da bodo začeli pisati za Mačje mesto. In tako bojo pač tudi nastale Mačje novice, to bo interaktivni časopis, kjer bojo v bistvu otroci pisali zgodbice, stripe, bojo risali vse sorte stvari, zdaj nekaj prek delavnic, nekaj v šolah, nekaj privatno lahko tudi in to vse se bo zbiralo v teh Mačjih novicah. In če zaključimo potem ta krog te produkcije, najboljše novice med temi najboljše prispevke bomo zanimirali v taki 2D animirani seriji, kjer je v bistvu hitra 2D produkcija. In lahko si pogledamo še, recimo, kako bo izgledal en tak insert. V Mačjem mestu imamo samo mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik, ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v Mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajamo samo mački in mačke, ki radi zahajamo v krčmo pri veseli kravi.
In tako smo pač zaključili ta krog. Se pravi, tudi naša produkcija bo tekla v tej smeri teh puščic, se pravi, najprej 3D serija, potem Mačja knjiga, potem spodbuditi mlade in potem Mačje novice in na koncu pridemo nazaj na ta glavni naš distribucijski kanal, kjer se pač 2D serija. Ne. Se pravi, naš interes je, da bi ta trikotnik seveda postal čim bolj top, ne. Se pravi, da bi čim več ljudi, ki je videli Mačka Murija, začeli nam nazaj pošiljati gradivo, ne. Da bi tako nastala taka zgodba, ki se je potem širila naprej. Se pravi, da se Maček Murija ne bo končal s 3D serijo, ampak bo to lahko živelo še naprej pač toliko in toliko časa, koliko bo pač interes. Zdaj tukaj spodaj je pač samo taka tehnična, še tehnična razlaga. V bistvu vse bo tudi na voljo prek Video on Demanda, interaktivna knjiga, časopis in to bo vse združeno na enem mestu, na eni platformi. Ne. Se pravi, da ne bo zdaj 100 koncev kamera, ampak nekdo, ki ga bo zanimalo, bo prišel sem na to mesto in tukaj bo lahko dobil vse. Hkrati seveda bomo pa tudi to distribuirali na vse možne kanale, pač, ki so vsem poznane, ne, Facebook, Twitter in tudi Instagram in tako naprej. Tako da naš glavni namen je pri tem projektu je ta, da mi mlade spodbudimo k kreativnosti, da bo začel, če so zdaj mogoče pisali o šolskem izletu, kaj so imeli za malico in tako naprej, bomo mi probali mlade spodbuditi, da bo začeli pisati o nekem imaginarnem svetu, kar je v bistvu naš najmanjši namen. Se pravi, mladi spodbuditi njih, da pišejo kreativne zgodbice in da rišejo lepe stvari. Okay. Hvala. A ja, zdaj pa samo še pokazal. Za konc pa še v bistvu še en projekt, ki smo ga v bistvu tudi naredili in je bo letos tudi nagrajen z Vesno za najboljši animirani film. Je pa v bistvu zgodba, kjer so, govorimo o prvem slovenskem animiranem westernu, kjer so pa razmerja moški, ženske malo drugače kot ponavadi. Te dva filma bo tudi polno gledal v Nemateki in zdaj gre tudi v drugo distribucijo še po svetu, po festivalih. Hvala. Boris, če je kakšno vprašanje iz publike, ga lahko vzamemo? Boris, hvala. Na oder vabim Šepija. Peter Šepetavc mi je poslal dolgočasen CV. V smislu strateg na Renderspace so eni izmed vodilnih interaktivnih agencij v regiji, v okviru svojega dela se fokusira na Na Twitterju ga najdemo pod Peroxid, če bo kaj zanimivega povedal, lahko kaj pošimfate. Whisky aficionado, zdaj je na dopustu. Pridi. Živijo, kaj dela. Kot rečeno, sem z Renderspacea, to je agencija, ki med drugim skrbi tudi za digitalni del blagovne znamke Itak. In mi se vsako poletje znajdemo pred enim problemom in sicer mladi, ki so pač ciljna publika te znamke, zgasnejo vsi na dopust in potem objavljajo same dolgočasne fotke iz plaže, zato da se njihovih kolegi in prijatelji in vsi, ki jih spremljamo, nevoščljivo grizemo, zakaj nismo tam. En kup javnih posnetkov, kjer vidiš samo del obzorja in dve posončeni nogi. Noben pa se resnici na ljubo noče pogovarjati o mobilni telefoniji ali o čemerkoli, kar pri Itaku počnemo, oziroma se pogovarjajo manj, kot bi mi to radi. In prosto po Gori in Mohamedu smo se odločili, da pač, če nam mladi pobegnejo na dopust in razmišljajo o mobilni telefoniji, dokler ne dobijo računa za klice iz tujine, bomo mi pač omogočili en tak itakovsko obarvan dopust eni ekipi, ki bo tudi ostale spodbudila
da se v bistvu malo preključijo spet v pogovor z nami. Kako smo to naredili, pa zdaj v enem kratkem filmčku, ki je sicer v angleščini, upam, da bo vsem razumljiv, pa potem še malo bolj podrobno nadaljujem. ETAC Ven. ETAC is a mobile telecommunications brand for young people. The position slogan of the brand in 2013 is, "Your time, your rules." We took a legendary 1976 van with the mission of making it an even bigger legend in the ETAC world. We pimp an old van and give it to ETAC users to make the road trip of a lifetime. They return authentic content from the trip to the ETAC community and give them some other opportunities to engage. The project had two phases, the van pimpin' and the road trippin'. We set the communication platform. The main information point was a website supported by intense social media communication and ETAC's own video service, ETAC Place. It took 6 mechanics and 5 weeks to pimp it into ETAC Ven, with the help of ETAC users, of course. We gave 7 ETAC youngsters cool summer jobs. 2 mechanics worked on the van, 5 reporters documented the whole project. ETAC users voted on the website and designed the most stylish van ever. And we're being totally objective on this point. While the van was getting pimped, the teams applied for the road trips. The results exceeded our expectations. ETAC Ven was a big success. Če grem malo v podrobnosti, zakaj smo se odločili za takšno kampanjo. Kot prvo to, da nekomu, ki virtualno sodeluje na tvojih kanalih, daš neke virtualne bonuse, ne gre več, torej stvari se morajo nekje videti. In odločili smo se, da če povabimo ljudi, da nam pomagajo pri prenovi tega kombija, se pravi, da sami glasujejo, kakšen bo ta kombi na koncu izgledal, in z moje perspektive žal ni rdeč, ker sem navijal za ono barvo, je v bistvu doseg tega precej večji, kot če se gremo nekaj klasičnih, danes je sonce, petek je, kam greste na dopust in vse ostalo, kar imamo predvsem na družbenih medijih bombardirano redno z strani blagovnih znamk. Drugo, če damo nek benefit neki skupini ljudi, ki pa ima nalogo, da sproducira dobre vsebine, ko grejo recimo s kombijem na dopust, bomo tudi ostale potegnili v en cel ta krog in smo v bistvu potem zaključili celo to komunikacijo. Začela se je na Facebooku, se pravi virtualno, rezultat, kakšen je kombi bil, je bil čisto realen, dalo se ga je tudi pogledati v delavnico, kjer so imeli sicer hude pse, tako da le v spremstvu, ampak potem je kombi na koncu bil takšen, kot so ljudje izglasovali na družbenih medijih. In spet obratno, tiste ekipe, ki so bile izbrane, da potem grejo s tem kombijem na dopust, bile so 4, po 4 ali 5 članov ekipe, so potem dobile nalogo, da ta dopust dokumentirajo in mi smo te vsebine potem spet uporabili za to, da smo dejansko povečali celo to komunikacijo na naših družbenih medijih, predvsem na Facebooku. Smo pa vmes to zlorabili v pozitivnem smislu še za predstavitev eno produktno, to je ETAC Place, nova audio-video storitev od Telekoma, ki je bila namenjena ETAC-ovcem in kjer so lahko vsi te rezultate spremljali. Ta drugo je pa taka bolj prijazna, manj produktno usmerjena, torej ta kombi ni bil
z Itakom povezan samo virtualno, torej da so glasovali ljudje, kakšne barve naj bo in kakšne sedeže naj ima, ampak so v bistvu sodelovali tudi pri prenovi, torej od 6 mehanikov sta bila 2 zaposlena preko projekta Itak Job in sta si nabirala neke prve oziroma tudi ne tako prve mehanične izkušnje. Še 5 smo jih pa imeli zato, da so najprej dokumentirali celo prenovo, se pravi fotografirali, pripravljali filmčke, potem to vse uredili in nam pomagali pri objavljanju. 4 reporterji so pa potem še vsa ta popotovanja, ki so potekala, zbirala material na kup in iz tiste tone dopustniških fotk in filmov delali to, kar ostali nikoli ne naredimo. Torej se usedemo za nekaj časa in iz tega naredimo en prebavljiv album, ki nima 1500 slik in 100-minutnega videa, kjer nekdo leži na plaži. Rezultati so bili super, kombi je preživel, čeprav je letnik 76, smo ga morali sicer po vsakem popotovanju malo poservisirati, ker je kar neroden za voziti z stališča današnjih šoferjev, je pa zdaj pripravljen na nove akcije, tako da zgodba Itak Vana verjetno še ni končana. Hvala, Peter. Kje pa je ta Itak Van že bil? Van se je najprej odpravil v enem takem krogu čez Avstrijo in Švico do Korzike. Tam ga je v bistvu najbolj zmahalo, ker je čez prelaze za ta motor kar izziv. Potem je bil pa še na Krfu, bil je v Franciji in Španiji na surf izletu in na koncu je naredil en krog čez Slovaško, Češko, Nemčijo in Avstrijo po avtomobilskih muzejih. Še kakšno vprašanje iz publike? Ja, prikladno imamo zdaj pauzo, cirka 20 minut, tako da čikac 2, kofi, voda, karkoli. Zagrabite lahko še par teh predavateljev, ki so nas že razveselili s svojimi zgodbami, pa morda še koga, ki sledi po odmoru. Začnemo nekako 15 do 6. Tweetate lahko še naprej, oder 180. Uživite, se vidimo.